Ljudje in ljudje, poslušate 61. epizodo podcasta Obot, podcasta, v katerem za vas gledamo, spremljamo, beremo in poslušamo serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z. Obot, otroci, ki bivajo v osamljenem dvorcu, smo, tako kot vedno, Mito Gegić, Servus, Igor Harp Jo. in moja malenkostna malenkost, Aljoša Harlamov. Tudi tokrat imamo pred mikrofonom gostjo, namestnico agentke, ki sicer ni prvič z nami, je pa prvič samostojno gostja, kar je dobesedno to, kar sem povedal v prejšnji epizodi za takratno gostjo. In sicer je tokrat z nami Veronika Šoster, literarna pa tudi filmska kritičarka, urednica, pri literaturi med drugim ureja rubriko Knjigogled o knjigah in njihovih ekranizacijah. Se veste, literatura je ena literarna revija za vse nepoučene poslušalce in poslušalke. Draga Veronika, kako si? Zdravo, super. Zelo vesela, da bomo govorila o takem žanru in o tej seriji. No, vidiš, strah te ni z nami, torej praviš. Tudi to je dober začetek. 61. epizoda je 6. epizoda 3. sezone. Ker je zbiranje v rdečih regijah, kjer živimo, prepovedano, smo se znova preselili na splet. To je torej pravzaprav 11. special iz karantene in 3. Halloween specialc. Ker je leto 2020, bomo pač imeli 2 Halloween specialca, pa tudi ta trenutek sta zunaj 2 sveži grozljivi seriji, o katerih absolutno moramo govoriti. In prva, o kateri bomo govorili danes, je The Haunting of. In sicer gre za antologijsko serijo, sestavljeno iz 2 nepovezanih sezon, The Haunting of Hill House iz 2018 in The Haunting of Bly Manor iz 2020. Serijo oziroma na nek način celo seriji najdete na Netflixu. Skratka, če serije še niste gledali, potem za vas velja standardno opozorilo, epizoda bo vsebovala kvarnike, povedali vam bomo vse prizore, kjer smo skočili po konci in kako se je končalo. Če ste serijo gledali, se nam pridružite, gremo loviti duhove. Če bi raje prej pogledali, storite to čim prej in se k poslušanju te epizode vrnite pozneje. Ne nazadnje, že naslednji teden načrtujemo izid 62. epizode, tako da ne boste dolgo brez. Zdaj, ko boste, vsaj tisti, ki ste skupaj z nami v rdeči coni več doma, imate več časa za gledanje serij, tako da nam lahko sledite in nas vsak teden ujamete. Maestro, zaigraj eno srhljivo. Hiša med hribi se je, neprisebna, v samoti naslanjala na okoliške hribe in v sebi kopičila temo. Tako je stala že 80 let in bo nemara obstala še nadaljnjih 80. Zidovi v njej so se peli navzgor, opeka se je lično držala opeke, tla so bila trdna, vrata pa preudarno zaprta. Med lesom in kamenjem hiše, med hribi je ždela tišina in kar se je kradlo po njej, se je kradlo v samoti. Tole je New York Times proglasil za najboljši začetek grozljive zgodbe, grozljivke ever, tako da to, kar ste slišali, je bil moj žametni glas, ki je skušal to prebrati, in sicer iz novega prevoda. Ta prevod je kar relativno nov, izšel je letos. Naslov knjige je torej V hiši med hribi straši. Izšel je pri Luč Šerpi, prevedla pa je Tadeja, kaj sem že rekel, Tadeja Spruk, seveda. Jaz sem jo prebral, Veronika prebrala, Igor je prebral, vemo, kdo ni prebral. Hey, fuck off. Skratka, danes se bomo pogovarjali o eni seriji, o 2 serijah, pravzaprav jaz ne vem, kako naj se tega lotim. Na Netflixu boste morali poiskati vsako sezono namreč zase, ni tako, da bi imeli prvo sezono, drugo sezono. Svoj naslov imata, ne samo začetek, The Haunting of je podoben. Tako da mi bomo začeli tako, da bomo najprej se pogovarjali seveda o prvi sezoni oziroma prvi seriji, ki je šla 2018, in to je Haunting of Hill House, ki je ekranizacija deloma ali pa se naslanja na klasiko žanrske literature 20. stoletja.
mnogi pravijo, da najboljšo zgodbo o duhovih, to je Shirley Jackson v Hiši med hrbi straši, ki smo jo že omenjali. In mogoče bi za začetek res, mogoče boš Veronika ti malo povedala, kako se tebi, ti si tudi prebrala knjigo, kako se je tebi zdela in a je to res taka klasika tega žanra? Pa ja, jaz bi v bistvu rekla, da res to čist spada lepo pod klasike, ker je res dober dokaz je recimo to, da v Sloveniji sploh nismo imeli nobenega prevoda Shirley Jackson do par let nazaj. To je pa v bistvu te knjige so išle že pač v 50-ta, 60-ta. In ko se je pač pri nas pojavil prevod in potem ta serija je, se mi zdi, kar zaživela, ne? Kar naenkrat tu in je bila zelo brana in to res pokaže, da pač v vsakem času neka taka knjiga deluje oziroma ima vedno povedati nekaj novega nekemu pač času, kjerenkoli se nahaja. Tako da to je res, bi se kar strinjala, da je zelo, zelo super klasika. In tudi res, meni se zdi vrhunsko napisano, no. Res s tem njenim nekim takim umirjenim stilom, tem opisovanjem, ki je res tako zelo doživeto, plus ta njena ironija, ne, v bistvu daje neke pikre komentarje vmes, ne, se pravi, ja, pač smo res v hiši duhov, ne, straši pa to, ampak zdaj bomo dali noter enega tega doktorja, ki bo zdaj to preučeval, te nadnaravne pojave, ker pač on ima doktorat in bo zdaj to, ne vem, razjasnil in vse z nekimi aparaturami in z nekimi poskusi in z ne vem čem, ne. In tudi komentira malo vmes te prostore v hiši, kaj se dogaja in kako z nekim takim, s tako ironijo zdravo, no. Se mi zdi, da je kar glede tega zelo, zelo v bistvu tudi zabavno, ne. Ni to samo kot ni neka taka grozljivka, da bi v bistvu te bilo tako strah, ampak kot neko to vzdušje, da pričara, da se res pač predstaviš v to neko hišo. Ja, jaz bi rekel, da tale ironija, njen slog pisanja je tu, kjer se najbolj razlikuje od Kinga, ki je najbolj znan horror avtor vsej te ameriške tradicije pri nas, ker on je dost bolj resno vzame zgodbe, ne glede na to, koliko so včasih neumne, dost bolj hoče like približati, hoče, da ti je mar zanje, ne? Ona pa ne tak prav, ne? Ona hoče, da imaš neko distanco do teh likov vseeno in se malo norčuješ iz njih občasno, če je treba, ne? Mislim, da je to zelo lušen pristop k hororju, ne? Tako da meni je bila blazno všeč. Smo pa že nekaj brali, vem, da na faksu, ampak zelo malo, tisto kratko zgodbo Loterija, ki je zelo znana, ampak tale roman je pač še boljša. Kako se tebi zdela, Mito? Ja, knjiga, ne vem. Ne, imam angleško verzijo, pa jo bom prebral, za slovensko pač nismo imeli časa, da se ujamemo, tako da tu lahko samo rečem, da zaupam vajni presoji, oziroma vaši presoji. No, hvala ti lepa. Ja, meni se je zdela tudi, mislim, jaz bom sicer rekel, da je po dolgem cajtu ena knjiga, ki me je malo napsihirala, no, se mi zdi, da mi je dala tako to mešanje, da res več ne veš, kaj se v resnici fizično dogaja in kako se to počasi seli v ta lik Nelly, o kateri bomo tudi govorili pri seriji, in se mi je zdela zelo sveža, no, glede tega. Je pa pač res, da sem pol pričakoval, da bo serija ista stvar, ne, ali pa vsaj približno ista, ampak tle res serija si sposoja bolj ali manj sam imena, ne, tako to me je malo presenetlo. Mogoče bomo več o sami knjigi pravzaprav govorili tekoma mestoma, ko bomo govorili o sami seriji. Je pa bila knjiga že prej 2-krat ekranizirana, ne, skratka imamo prvo ekranizacijo iz leta 1963 The Haunting in druga ekranizacija iz 1999 tudi naslov The Haunting, kjer igra Owen Wilson, tako da verjamem, da je ta res Haunting, ta druga verzija. Jaz mislim, da sem gledal tole drugo enkrat po TV-ju, ene par minut. Mislim, sicer meni je Owen Wilson čist simpatičen fant, no, tako, pa Neeson igra noter, pa Catherine Zeta-Jones, pa tako, je kar en resen cast, ampak koliko se jaz spomnim, je tudi neka taka grozljivka, ki je tako zelo na prvo žogo z nekimi portreti v hiši in ne vem kaj, kar tudi spet mislim, da ni toliko povezano z samo
za samo knjigo. Tako da Igor žal ni uspel pogledati izvirne, ker nanj smo namreč računali, jaz sem si sicer tudi jo poiskal, ampak tudi nisem imel časa, ker sem še danes zjutraj gledal zadnja 2 dela Bly Manorja. Ja, meni je v bistvu uspel to iz 63. Aha, ti si pogledal 63. No, pa je Veronika tudi Rescue. V bistvu tale iz 63. To se zelo splača pogledati. Res zelo. Ima tak mal Hitchcockov pridih, celo bi si drznala reči, ne čisto besedno, ampak mal pa. In res zelo na vzdušju dela, na likih in ena zelo taka dobra stvar je, da res pač to knjigo na polno nekako ujame, zato ker uporablja veliko voiceoverja, res ful, ampak vse te trenutke v bistvu v knjigi, ko mi preberemo recimo ta del, ko avtorica piše, nek svoj glas, je to nekako predstavljen pol v ta voiceover. Plus, da je ta voiceover na začetku, recimo ta odlomek, ki si ga prej prebral, ta prvi del te serije, je na začetku v bistvu prebere pač nekdo, se pravi nek voiceover, potem pa se spremeni to v njen glas od te glavne igralke počas in ona, kot da bi nekako sama sebe voiceover, ampak hkrati ne veš točno, a je to hiša zdaj govori vedno bolj ali ona, ker se nekako pogovarja s tem svojim voiceoverjem, oziroma nekako komunicira, se odziva, kaj kdaj reče, pa ona ne, pa sej bom, pa pridem, pa mogoče bi ostala v hiši, jaz spadam v to hišo in se vedno bolj poglablja v bistvu ta odnos oziroma ker res takrat pač ne veš več, ali pač ona to vse, ali doživlja to ali ne, ali na kak način to ona razume in potem v bistvu na koncu je pa, ko ona ostane v bistvu v tej hiši, se pravi kot duh oziroma jo je poklicala k sebi, je pa zadnji prizor v bistvu kaže hišo in voiceover z tistim odlomkom od začetka, ampak zdaj z njenim glasom. Aha, ok. In je zelo res tako dodelano, tudi recimo na način tega hororja starega, se pravi neka ta glasba, atmosferična, kamera, ki se premika počas, neko tolčenje od nekje zadaj, te zvoki, zelo tako narejena. Mislim, res, ta film je res vredno gledano. No, jaz bom skoraj gotov tudi sem si rekel, da moram pogledati, ker me zanima, ker sem bral dosti zdaj jaz tudi v tem filmu in pravijo mnogi ravno, da je koriščenje zvoka v tem filmu bilo takrat prelomno. Nekdo je celo nekaj napisal, da je to najboljša radijska igra, najboljša horror radijska igra vseh časov. Zveni zanimivo. Film je režiral Robert Wise, ki je režiral tudi enega mojih najljubših filmov, Moje pesmi, moje sanje, in enega tistih, pri katerih vsakdo največkrat zaspi, Star Trek Motion Picture. Ta prvi. Ta prvi je res dolg cajt. Ja, samo je pa najbolj uspešni. Finančna uspešnost nič ne pove. Skratka, od enega... Tebi že, Od enega režiserja do drugega gremo zdaj seveda na serijo. Tlej je kreativni vodja te serije in režiser je Mike Flanagan, ki ga tudi poznamo po številnih grozljivkah do zdaj, od Absenše do Hush, pa Gerald's Game in Dr. Sleepa, ki je prišel v kina lani, sladka nedolžnost, ko smo še hodili v kino. Skratka, on je nekako postal kreativni vodja te nove serije, Netflixu je dal tole idejco in Netflix je pograbil in prva sezona ima 10 delov. Zdaj pa jaz bom mogoče na tej točki, glede na to, da smo Mito tam malo spustili ven, mogoče Mito lahko en sinopsis kratki naredi. Kaj je ta serija, o čem gre, kaj se dogaja v njej oziroma kaj se zgodi? Veš, da bom že zelo kar predal nazaj, tako dobro se ga ne spomnim, ker sem ga gledal lani, šanse nisem imel, da bi ga obnovil, edino par zadev sem prebral, tako da anyone? Bo se spet Igor javil. Dobro, zelo na hitro, v bistvu v 10 delih se ogromno zgodi, pa tudi dost pač širok nabor likov je, ampak v osnovi se gre za družino, ki ima kar eno par otrok in starša
se ukvarjate s tem, da kupite hišo, jo prenovite, prodajo, grejo dalje živeti. In med drugim nabavijo tole Hill House, kjer pa straši. In zgodba se odvija hkrati v sedanjosti, pa času, ko so bili oni otroci in so to hišo flipali, kot se temu reče. Takrat so se zgodile ene traumatične stvari, zdaj se spet dogajajo dramatične stvari. Glavna junakinja, tale Nelly, je pogrešana in potem ugotovijo, da je šla v hišo in grejo jo probati rešiti. In s tem odkrijejo, odkot prihajajo duhovi, zakaj so ti duhovi in na nek način najdejo mir nekakšen in imaš relativno happy, ampak otožen konec serije na koncu, ne? Zdaj, kar je, po čemer izstopa, je Flanaganov pač pristop k temu, kako gradi zgodbo v dveh časovnih linijah, ki se sestavljata, dograjujeta, na kak način ti podaja informacije in kako je to vse vizualno narejeno. Sploh 5. epizoda je nekaj boljšega in definitivno se zaradi tega impakta, kak je to ta 5. epizoda posneta, splača celo serijo gledati, ki je tudi sicer zelo v redu in zanimiva in pač deluje na vseh ravneh. Zdaj pač zasedba je, da tako očeta in mati igrata Huisman iz Igre prestolov, Dario Naharis, pa Carla Gugino, ki mislim, da igra bolj manj vseh Flanaganovih filmih, pa tudi še dost kje. Potem pa so otroci, ki so mladi in odraslih verzijah, pa med njimi recimo je dost izstopa Kate Siegel, po mojem, ki je žena od režiserja in igra Teodoro. Tukaj v Bly Manor pa igra tole Violet, pa potem je še tale Victoria Pedretti, ki igra tole Nelly, pa tudi igra glavno junakinjo v Bly Manorju. Tako da to bi bilo to za en kratek povzetek. Kaj pa je vam tako najbolj izstopalo, kaj bi najbolj izpostavili, kaj glede zgodbe ali bolj jaz bi rekel vizualne atmosfere, pa ta nek zanimiv pristop, da postavlja v okvir, v sliko noter ful neko prezenco, ne? In s to prezenco, kao prisotno ali pa neprisotno, se ful poigrava, ne? Prav pri Bly Manoru sem našel en video tudi, ko je nekdo šel štet, koliko krat se pojavijo duhovi v ozadjih. Naprimer, en je naštel 70 krat v 8 delih, mislim, da v Hill House je zelo podoben pristop, kjer imaš non-stop občutek, da te nekdo gleda, zasleduje, da odzad nekdo posluša ali pa ta prezenca, mislim, da da zelo dober pečat, no, obema serijama, ne. To je ta prva asociacija ali pa ta prvi pečat, no, ki ga vidim, ne, pri obeh, ne. To mi je najbolj, no. Kaj je bilo tebi, Veronika, tisto, kar počem, zaradi česar priporočaš to serijo okrog drugim ljudem, recimo? Ja, v bistvu ta serija ima res ogromno enih svetlih točk, no. Težko se odločim, to bi se kar strinjala s to atmosfero, temi duhovi, pač to je res ena taka stvar, se mi zdi kar prelomna v tem žanru, da res, pa tle mi je bilo zelo všečno, zato ker recimo Shirley Jackson, ne, ki so jo spraševali pač ta knjiga, ne, ja, ampak a res straši ali ne, ali je to pač vse v njeni glavi, ona vedno rekla, ja, seveda straši, ne, pač jaz verjamem v duhove in sem napisala knjigo o teh duhovih, ne, kaj me to sprašujete. Potem so interpretacije seveda se obračale vedno v to neko, se pravi, ja, glavna junakinja to neki pač projicira ali pa neki doživlja, ne. Medtem, ko zdaj pa režiser serije se pa odloči, ok, ne, jaz bom poslušal avtorico predloge in pač duhovi obstajajo, lejte jih tamle v ozadju, ne. Mislim, na ta način se mi zdi, da se direkt celo na avtoričino intenco obrne, ne, da se mi zdi to glede tega res zvesto, ne. Potem ja, ta vizualni del, no, recimo kako pač snema, kako posname ene par epizod, v bistvu ena je cela epizoda, so 3 prizori, ne, pač s to koreografijo in
kako se oni premikajo. To je najbrž tale Storm, ker je edina epizoda, ki je cela ves cajt ven iz bajte, oziroma se ni ven iz bajte, zato ker stopajo v tej hiši mrliške oglednice oziroma pogrebnem zavodu, ker mimo grede vstopijo v hišo, no, parkrat na enim mestu. Tista je kar. Ja, se ta je bila v bistvu njegov kako se temu reče, da je predstavljeno svojo idejo sploh za to serijo Pitch. Je bila prav ta, na ta način. Ful je zanimiv pogled, ko prav video obstaja, kako so to snimali. Koreografijo, kako se vsi premikajo, preproga sem luč tja, pač vsi bolj hodijo, da to se dobi zelo. No. In po moje tudi to, da v resnici on ti reče, tle imamo zdaj mi neko serijo o strašenju, ne, vas bo ful strah, to je horor, ampak potem v bistvu v tej in v uni, te najnovejšine, kar naenkrat v bistvu ugotoviš, da si sred neke družinske drame, prebolevanje, žalost, žalovanje, kako se kdo spopada, neke dinamike, neke te stvari. In te v bistvu kar okrog obrne s tem. No? To je pogost motiv pri Flanaganu in to s tem naredi kar dost, ker recimo, kaj prej Aljoša tole prebral njegovo filmografijo, Ouija Origin of Evil, ne? To je nadaljevanje filma Ouija, ki je o tej tabli. Ne? In tale Ouija board film, ta prvi, je bil zelo generičen, nikakvi. In potem je on naredil nadaljevanje, ki ga je preseglo na celi črti in je ni imelo veze z onim pač v eni družini, kjer je mama šarlatanka, ki pač kao neke prebira, te napoveduje prihodnost, vedeževalka in hčerke in potem pač imaš celo njihovo dinamiko od tega, ki je tam odsotno oče, od tega, da hčerka starejša začenja se jo biti sram svoje mame, ta mlajša hčerka ful meni, da mama res nekaj pač ve in obvlada in pač odlično to dinamiko vzpostavi in poleg tega totalno prestraši. Tisti film je resno scary, medtem ko Ouija, ta prvi film, niti malo. Ne? In tudi v tem Gerald's Game, kjer je pač tale izjemen Pitch Kingove štorije, ki pa potem preide nekam drugam in to je, da pač mož pa žena greta na vikend, kjer bo tam imela pač romance in potem ima tam malo kinky zadeve, on jo zveže in ima infarkt. In potem je horor tega, kak je ona zvezana tam in kaj se bo zgodilo. Ampak večina zgodbe se potem odvija v njeni glavi, ker ima ona dialoge z drugimi ljudmi oziroma sama s sabo o tem, kak je bil njen life in kaj pričakuje od tega in ali se če rešiti, ampak potem se še pač pride še nek morilski pes noter, ker je to king, pa nek psihopatski morilec, ki naokrog tava, ker tisto, da je ona ženska zvezana sama tam na osamelem vikendu, ni bilo dovolj scary. Mita si ti hotel kaj reči? Mene vsi vemo tukaj, da v bistvu jaz nisem glih stručko za horor, pa tudi ne moram biti, nimam želje. Ampak zdi se mi pa, da odkar podcast furamo pa tako, sem pa vseeno nekaj pogledal, bolj kot pa poprej. Pa se mi zdi, da nekaj opažam, pa ne vem, a je kaj na temu ali ne, da se zadnjih, rečemo temu 10 let ali pa 5 let pojavlja dosti več avtorjev, ki ta horor, malo nadgrajuje onkraj zgolj fantastičnega ali pa supernaturalnega ali pa slasher groznega psihološkega, mislim, kako rečem tega, glupo, posplošeno, fast food psihološkega, kao on je mental patient, bla bla, ne. Da v bistvu eni avtori, rečemo Aster pa Flanagan, tukaj se v bistvu ukvarjata v neki osnovi za družinsko dramo, za družinsko tragedijo, potem v drugi seriji je ta bolečina pred izgubo, pa ljubezen, pa spomin, naprimer, ne. V Hereditary imaš podobno, ne, ta družinska fora. A je nekaj na tem, da se mogoče za ti sodobni avtori, ne zgolj ona dva, skušajo horor predstaviti v tisto prostor, kjer je dejanski horor, ne? Torej v družinski drami in izgubi pa spominu? Ne vem, a se bi sam dozdeva to? Ne, jaz mislim, da kar.
Igor, boš ti. Bom jaz najprej. Tega je več, pa bolje fokusirano. Ker tako si rekel, ni zgolj neka pop psihologija, ki je bila prej, ali on je mental patient, si tudi imel, njemu so starši umrli in potem je zdaj pač, ne vem, karkoli. Dost bolj so razložene, dost bolj raziskuje ta čustva, ki privedejo do nekaj takega, pri čemer je potem tisto nadnaravno ponavadi neka manifestacija vsega skupaj. In mislim, da obstajajo zametki tega že kar daleč nazaj, v recimo kaj tisti ruski Nočna straža, kjer super film, drugače Timur Bekmambetov, če se ne motim, kjer se na koncu izkaže, da je vse zlo, ki napada mesto, izvira iz ene čarovnice, ki sploh ne ve, da je čarovnica, ampak je ženska, ki je zafrustrirana s tem, kje je v lifeu, z svojim bednim življenjem v Moskvi. In se to potem manifestira navzven. Je dosti bolj pop psihološko, ampak so bili zametki te struje že ne vem, 15 let nazaj. Ja. Meni je ptiči, na primer, tukaj bolj, veš, ptiči so eksternalizacija materinih frustracij, bla, bla, ne. Ampak zdi se mi pač, da od 2010, na primer, je dosti večji porast tega, nekako, ko da se mi zdi, da so avtorji dognali, da sodoben, povprečen gledalec horror žanra nekako razume, kaj so mentalne bolezni, nekako bolj kot pa v 60-ih ali pa 70-ih pa 80-ih. Naprimer, da mogoče ta pristop do tega bolj tehten ali pa da se vsaj več o tem, da skušajo malo več tega noter opeljati, ne zgolj teh površinskih zadev. Ne. To se mi zdi mogoče kao, ker se imaš te supernaturalne, nadnaravne zadeve, ki so potem inštalirane noter, kot pač se spodobi za žanr, ampak pač ta psihologija, ne, se mi zdi malo bolj razdelana. Zdaj pa, se mi zdi, da to mogoče nek premik bolj. No, kot, Jaz mislim, da tle tudi ne smemo pozabiti, da je žanr že kar izrabljen. Recimo pač hiša, kjer straši, pač to smo videli že milijonkrat. Ni to, mislim, vsakeč, ko se neka familija vseli v staro razpadajočo ali pa neko hišo, ki ima neko predzgodovino, vemo, kaj bo. Ne? In jaz mislim, da je tudi malo ta ideja, da prosto žanr ne prenese, žanr sen prenese sam do neke mere. Polko ti vidiš 3-4 te filme, ti je pač že tako, ali ti bo naslednji dal nekaj novega, ali bo samo repeticija istega. In je lahko ful dobra repeticija, ampak je še zmer repeticija. Jaz mislim, da je tle tudi ena potreba potem, da pač uvedemo v žanr, pa sodoben, plus to, da je sodoben gledalec postal neverjetno zahteven. Ne? Mi še, če bi Witcherja dali ven 10-15 let nazaj, bi bili vsi nadušeni, kakšen fantasy je to, ne? Še po Game of Thrones pa vsak fantasy zgleda, ta je malo bolj simpel, pač. Witcher ima pač tako, je malo bolj simpel, ne? In ga primerjamo s Hulkom pa Kseno, ne? Ker mu absolutno je tudi malo ni fair do Witcherja, ne? Ampak se mi zdi, da vseeno avtori... No, ja, ampak vseeno se mi zdi, da danes sodobni gledalec zahteva mogoče tudi od žanra že malo vedno precej več. Ne? Kar je meni mogoče bil ena glavnih zanimivih stvari pri tem, enako se strinjam z enim kritikom, ki je to pisal na eni spletni strani, ker sem danes bral te reči, je, da sem jaz bil veččas prepričan, da horror žanr zelo težko deluje v seriji. Aha. In sicer v seriji, ki ima več delov, ta ima 10 delov in nekateri od teh delov so tudi po uro dolgi. Ne? Mislim, da je eden celo uro 10. Zdaj ne vem, je prvi ali kateri. Eden je uro 10 ali pa vsaj eden, ampak mislim, da sta vsaj dva. In tako. Preprosto jaz za grozljivko rabim vzdušje, atmosfero in da se to počas gradi. In tle v serije pa mislim, da to seveda ne gre tako, ne? Ker zdaj ti lahko računaš na ene, ki bomo to pogledali na mah, da ne uporabim binge, na mah bomo to pogledali, ampak dosti ljudi pa ne bo, ne? Dosti ljudi pa bo mogoče pogledati en del, dva, mogoče enega sam na večer in tako naprej in ti vseeno moraš zdrževati neko napetost. Skratka, struktura mora biti čist drugačna od nekega horror filma. Ker tudi grozljivka ne sme biti predolga, ne? Horror filmi nikoli poprečno so to še najbolj krajše žanrske
včasih zadeve. Ne? Imaš uro pa po 2 uri, težko boš ti imel grozljivko 3 ure, pa nekaj, ker pač so ljudje poskušali, no, pa iti je v 2 delih, ne pozabimo, ampak koga je bilo strah pri iti, recimo. No. Ja, mislim. In to se mi zdi, in to je mene, in nekje ponekod mu je ful ratalo, pač kako, ravno s tem, s to zgodbo, jaz mislim, da. Z strukturo, kako on to skupaj zložil, z zanimivimi in psihološko ne najbolj preprostimi liki, in da pač to ni grozljivka, kjer bi ti imel ta jump scare, to smo že enkrat super prevedli, pa sem zdaj že pozabil, kako smo... Strahoskok. Strahoskok ali nekaj takega, ni teh strahoskokov tok, ne? In v resnici je mene ta serija mogoče prestrašila v prvi sezoni 1 ali 2, in pa v drugi mogoče 1 ali 2. V drugi še manj, verjetno. Pol, če me v prvi sezoni 3, me v drugi mogoče 1. In to je to, ne? Ni to serija, ki bi res ponujala grozo in ki se tudi ne trudi za grozo na vsakem koraku ali pa za neko končno. Meni je na koncu recimo najmanj me bilo strah od vsega, ne? V zadnjih 2 delih, ne v obeh serijah. Te je najmanj v resnici strah česarkoli, ne? V začetku se mi zdi, se še nekaj začne. Tako da to je meni tisto, kar me je zanimalo in mi je bilo zelo... in se mi zdi, da tudi zaradi tega, skratka, prvič, jaz mislim, da žanr pač rabi že neke nove stvari, drugič pa jaz se bojim, jaz mislim, da serija bo zelo težko, razen da delajo to antologijsko serijo, da je vsak del svoja zgodba, zelo težko serija rata grozljivka, če ima 10 delov ali pa nekaj. Ne? Sicer so tudi te učitali obema sezonama, da sta malo predolgi, ne? In jaz se strinjam, da mogoče prva bi rabila kakšen del ali pa 2 manj. No? Ja, tudi druga. Tako da. Rabi kar za letnje. Malo manj, v resnici. Ampak recimo, kar si omenil, da antologijska na način ene epizode vsejem, veste, pohvala American Horror Story, prvo pa drugo sezono, kasneje je šlo malo dol, ampak se mi zdi, da na začetku je pa bilo to zelo dober poskus. Tudi zelo velik te zdrave ironije, ampak vmes, sploh pri Asylumu, je pa res grozljive stvari, ki te res držijo, čeprav gledaš enkrat na teden, tudi zelo neke vsebinske stvari, aluzije, reference, liki izdelani psihološko, tako da tle vsejen se mi zdi, da American Horror Story ima nek tak primat med temi serijami, ki so pač uspele, čeprav se pač zdaj že res zelo izpela, ne? Do te mere, da celo je bila ena sezona, ki smo se mal vračali v prve neki sezon, zato ker pač je že zgubil svojo priljubljenost. No. Ampak na začetku je bila pa res vrhunska, no, sploh te prvi 2 sezoni. Kaj to potem se lahko pogovarjamo o neki določeni formuli, da zgolj serializiran horor je lahko vse do zdaj, koliko smo ga videli, koliko toliko uspešen ali pa dober, če so deli kot neke zaključene zgodbe? Ne, niso. American Horror Story je imel ark čez eno sezono, tako kot Hill House, tako kot The Terror. Mislim, da ne gre 2 sezon. 2 sezoni bi bilo dosti težje narediti nečesa takega, kjer bi moralo biti, ker tudi, če imaš neko družinsko dramo, pa bi ti probal to v več sezon razvleči, prideš na soap opero hitro, ne? To moraš zaključiti. Lahko bi naredil nek mystery show, ala Lost, ki je imel tudi elemente hororja, ampak spet mislim, da je, kot je bil osnovni cilj 3 sezone max, kak greš več, je pač bedno. No? In tudi pri antologijah je težko jih narediti več, ne? Ker Haunting sta 2, Terror sta 2, American Horror Story pa bi tudi bilo vredno, če bi bile 2. Tako da, ja. Ne vem, kako dalje lahko ista ekipa si še tretjič, ne če se spomnim, ampak pri Flanaganu sem vsekakor pripravljen poskusiti naslednjo sezono. No. Bi me zanimalo, kaj bi še v tretje lahko naredili. No. Torej, če prav sem zdaj nekako iz vaših mnenj, prva sezona vam je bila vsem, torej Haunting of Hill House, vsem všeč. In kako se je pa vama zdela tole, koliko ima veze s knjigo serija?
Aha. Ne vem, meni se to, mislim, ni me motlo, to bom rekel, no. Bil sem na začetku seveda presenečen, ker nima nobene veze, ne, ampak ni pa me blazno motlo. Se mi je pa zdelo, da je vseeno zelo pokimala nam oboževalcem knjige na nekaterih mestih, ne, skratka, ta doktor, ki ga je omenjala Veronika, je njen psihiater od Nel, ko je starejša, ne, oziroma ima isto ime, no, ni on, ne, ampak ima isto ime. Seveda eden od likov je Shirley, je ime Shirley, ne, čeprav ta lik, iskreno povedano, je najbolj brezvezen v tej sezoni, ki nima nobene vloge, ta Shirley, razen da je pač skratka pogrebnica. Tako, mene ni neki blazno, nisem izdelo, da je treba to, ampak se mi je zdelo čist fino, da mal pomežikne nam, ki smo brali knjigo. Ni pa me zdaj zmotlo, da ni ekranizacija, ne vem, Veronika. Ja, meni je v bistvu všeč, zato ker če gledamo, ne, sta prej 2 filma, že en zelo kulten, ki gre res po knjigi včasih do črke, ne, s temi prizori in celo gradnjo pač vseh prizorov naprej. Medtem, ko tu pa vzame kot kot nek navdih, ne, jaz ful cenim pač te ekranizacije, ki to vzamejo pač kot nek navdih, tako recimo Annihilation, ne, kjer vzameš neko vzdušje, neki likov in potem zgradiš neko svojo stvar iz tega, kar pač ti hočeš povedati. Je pa vseeno kar velik teh pokimov v knjigi, no, se mi zdi, da ja, če si fan, da najdeš te stvari, recimo tista skodelica z zvezdicami, ne, je zelo prenesena v serijo in tudi ima kar tak nek večji pomen. Tudi recimo ta v knjižnici, ta stolpič oziroma te stopnice, karkoli, ne, ki pač so krive za ta razna obešanja in smrti in to se tudi pojavi. Tako da je kar nekaj teh stvari, no, ki jih lahko pač najdeš ven iz knjige. Ja. No, to je res, ja. Velike sicer tudi aluzije na Kingove knjige, ne, to sem že jaz tako vmes, recimo pač It, tle se tudi odrasli spopadajo s svojo otroško travmo samomora matere, potem seveda Shining, tudi tle imamo Red Room, se pravi rdečo sobo, oziroma Murder, če preberemo nazaj, pa sposobnosti Theodore, malo so nekako tako Shining, jaz sem vmes razburjen, že pisal Igor, pa mi to, fuck, a tam ima Shining, pa seveda edinemu sinu, ki piše grozljivke in skuša družinsko travmo z njo zaslužiti, je ime Steven, a ne, sicer z V-jem, ne s PH, ampak ja, tle smo, ne. In pa seveda spet imamo te ženske v spalnih srajcah, tako kot tudi v drugi sezoni, ki pač izhajajo iz te japonske Yurei, skratka mitologija, kakorkoli. To, če vas o tem več zanima, poslušajte našo epizodo o The Terror, ki smo jo skupaj z Sanjo Struna naredili. Jaz bi tle še enkrat pač rekel, ja, meni pač, če že recimo prvo sezono počas zaključujemo, rečem tako, da meni je bila zelo všeč, ampak v resnici je ne kot horor, ne, jaz bom tle rekel, da mi je res bila bolj všeč kot neka družinska travma, in tako, kako so potem ti odrasli v resnici imeli odnos do te družinske travme, skratka, ne le paralizo spanja, recimo zelo psihološka, neka resnična travma iz tega izhajala, odvisnost od drog, čustvena distanca, delo z mrtvimi, tako, kot sem rekel, izkoriščanje družinske travme za zaslužek, pa delo s travmami otrok. Se pravi, vsak od teh otrok je imel neko svojo posledico v resnici tega enega zelo groznega poletja in smrti matere, in to se mi je zdelo na nek način v redu, zato ker so to so bile resnične psihološke oziroma druge težave, ne. Tako. Malo mi je bilo sicer včasih na prvo žogo, da so res vsi zaznamovani s tem, da res tudi Unka ni nič verjel, da so duhovi, pa tudi Shirley, ki v resnici ni nič videla, cel cajt je bila zaznamovana. Tako malo se mi je zdelo tako, no, tudi Eleanor, njen karakterni razvoj je bil tako zelo over the place, ne. Kot otrok je tašna, pol se poroči z unim in je super, pol spet, tako, to se mi je zdelo malo skakanje sem in tja. Ja, v bistvu super, Eleanor je zelo to, da je taka klasična, ta neka naivna devica iz teh grozljivk, ne, ki se pač žrtvuje. Se mi zdi, da to je preveč klišejsko nasploh v tej seriji, ne. Mi je pa všeč, kako so narejeni pač ti otroci, ker jih je 5, ne, in posebla pač vsak to eno stopnjo žalovanja, ne, kako se pač spopadaš z neko travmo.
In mi je v bistvu v redu, da je vsak zaznamovan na nek svoj način, ker v bistvu bi to v resnici tudi tako najdeloval. Na ta način me ni tako motilo. No, pa skratka, meni je bilo všeč v resnici ta struktura, tako kot sem rekel, kako on ukrivi prostor in čas, da zloži celo zgodbo skupaj, kar bomo pač v naslednji zdaj sezoni, ker se počasi bližamo temu, še več tega videli. Pa mogoče si tudi tle zapomnimo, da je tudi že tle se dosti pojavilo motivov dvojnika oziroma dvojčkov. Skratka, imamo neke paralele med nekimi zgodbami večjih parov in tako naprej. In skratka, smo v drugi sezoni. Druga sezona je prišla letos, pravzaprav prejšnji teden ven. Mi smo se zelo potrudili in vse pogledali, takoj, kot sem jaz rekel, jaz sem še danes zjutraj gledal zadnja 2 dela. Pa ne zato, ker me je bilo strah, ampak zato, ker včeraj več nisem mogel. Igor, ti si največji strokovnjak za Henryja Jamesa, tle pa Veronika tudi brala, sem videl na Goodreadsih. Tako da mogoče poveš, skratka, ta naj bi se pa navdihovala druga sezona pri The Turn of the Screw, klasiki ameriške književnosti Henryja Jamesa iz 1898. Ja, Henry James je ameriški pisatelj, ki je bil ravno na meji modernizma in v nekaterih njegovih delih so ti vplivi že dosti vidni. Tale je dosti zgodna in je še relativno tradicionalno napisana, ampak je slovnična struktura pa pač nek miselni tok skozi je že malo bolj zahteven. Zdaj, Henry James ni bil nek žanrski pisatelj, ki kot, ne vem, bi rekel recimo King ali pa tudi Shirley je bila dosti bolj žanrska, on je samo občasno naredil kako tako, drugače delal bolj drame. Recimo v slovenščino prevedena knjiga je What Maisie Saw, kaj je Maisie videla, ki je par let nazaj nastala kot film in je z Aleksandr Skarsgård v glavni vlogi in je drama o ločitvi in tem, kako vpliva to na otroka. In kljub temu, da je 100 let stara zgodba, je povsem sveža še vedno in to velja tudi v veliki meri za Turn of the Screw, torej obrat vijaka. Zgodba knjige je dosti bližje zgodbi serije, kot to velja za prvo sezono. Imamo tole varuško, oziroma guvernanto, ki jo najame stric, da bo pazila 2 otroka. So ene razlike, tam v bistvu ni vrtnar ali vrtnarka celo, je ni, ne? In se pač vse skupaj tudi dosti drugače na koncu razplete, ker tule gre, v seriji gre potem zgodba v dost klasično smer gotske romance, medtem ko za knjiga ne moramo tako preprosto je ukalupiti pravzaprav. Kaj pa ti meniš, Veronika, o tej primerjavi? Ja, v bistvu tle se serija res bolj zelo drži knjige, pa tudi nekako njegovega opusa, no, ker vzame tudi nekaj stvari iz drugih njegovih zgodb, ne. Recimo ta Zver iz džungle, pa ta The Jolly Corner, to je tudi bilo preveden v slovenščino pri literaturi, par teh zgodb in so tudi naslovi epizod, v bistvu vsaka epizoda ima naslov po eni zgodbi od Henryja Jamesa. Se pravi, je nek tak miks, ne, tega obrata vijaka, ki je ta glavna zgodba, in potem še nekterih pač likov ali pa podob iz recimo teh njegovih drugih zgodb, ne. Zdaj obstaja tudi film, obstaja mnogo filmov, eden od njih je celo letos bil narejen. The Turning, ja. Ampak ta dober je samo eden, The Innocents iz 61. ki ne samo, da pač zelo dobro prelije zgodbo, ampak tudi Jamesov literarni slog prelije v vizualije, v vizualno podobo, tako si vsaj jaz nekako razlagam, ker film je črno-bel, ampak uporablja ful se igra s svetlobo in senco
s tem, da se uspe izogniti temu, da bi izgledal kot kopija nemškega, kako se že reče? Ekspresionizma, točno. Ima eno dost samosvojo podobo in je prav fascinantno gledati, sploh če bi imel to kdo možnost na velikem platnu videti, je po mojem res super, ampak tudi če gledaš na dovolj velikem televizorju, je neverjeten, zelo dobro posnet film, no, to moram reči. Kaj, še kdo od vas uspel videti? Je pa v tej knjigi, Brat Vjaka, pa tudi nasplošno ta njegov slog kar zahtevno. Meni moram priznati, da ne leži tale Henry James, ker uporablja namesto da bi povedal en preprost stavek, on uporabi 6 vrstic, 3 podpičja, 4 pomišljaje, malo spremeni osebo in potem nekako točno ne veš, kaj bi on zdaj rad povedal. Se mi zdi slogovno Shirley Jackson veliko bolj prijazna in veliko bolj izčiščena. In sem zelo vesela, da se ta njegov stil tega ni prenesel v serijo. No. Se pa to sliši zelo my boy. Henry James je že on je eden od začetnikov tega načina stream of consciousness, v katerem so kasneje, ki so ga do konca razvili sicer modernisti, ne? In pri njem se zelo vidi ta v resnici skuša eksperimentirati in vnašati in zelo meša tole razliko med pripovedovalcem in likom in se zelo glasovi že mešajo med sabo, tako da mogoče že zaradi tega malo grozljiv in zaradi tega ga je grozljivka mogoče zanimala, ker gre za neke mešanje nekih različnih glasov, ampak kar sem hotel reči, The Turning pa noben od nas ni gledal, domnevam. Ne. Tudi ocen nekih nima blazno gledalcu vabečih, ali kako bi človek rekel. Vabljivih, mogoče. Je pa tle še to, da v bistvu sta obe knjigi nekako ambivalentni, glede tega, ali je to strašenje ali ni, ali je resnično ali ni, medtem, ko sta potem ekranizaciji obe zelo direktni, da to je, ne. Pa se mi zdi, da ostaja zvest temu svojemu načelu, da to je. Skratka, kot je Igor že povedal, nekateri igralci ponovijo, ne ponovijo vlog, ampak ponovno zaigrajo tudi v drugi sezoni, med njimi je Viktorija Pedretti, ki jo vsi najbolj hvalijo za tole, čeprav jaz moram reči, da tudi drugi, tudi Rahul Kohli in Tanaya Miller, upam, da sem tole prav povedal, ta imena, sta v bistvu je bila zelo dobra, in pa tudi otroka. Skratka, mogoče bom tle jaz zdaj sinopsis na hitro povedal. Skratka, ponovi se to, kar je Igor povedal. Ne? Skratka, imamo gospodično, ki beži pred nečim, Američanko, ki se znajde v Angliji in tam jo nek stric skratka zaposli, da bo varovala oziroma učila otroka, se pravi njegova nečaka in nečaka in nečakinjo. Ta malega nečaka so ravno kar iz šole nagnali nazaj domov, ta mala je še premajhna za šolo, tako da ona pride v ta Bly Manor, skratka v vilo Bly, in tamle grščina, je to bolj se mi zdi grščino Bly, in tam skratka prevzame izobrazbo teh dveh otrok in v tej hiši je kup nekih lutk. Skratka, za tiste, ki ne marate preveč lutk. Kup je nekih lutk in čudnih in zelo velika spet hiša z ogromno koti, kamor se lahko marsikaj skrije, kjer se lahko marsikaj nenadzorovano premakne, in ona tam seveda začne videvati neke duhove, nadnaravno. Hkrati jo pa z njo že itak ves čas zasleduje duh gospodiča z žarometi v očalih. Tako da tole bom. To in mislim, da od tle gre zgodba samo naprej. Ne? Čeprav spet, je to grozljivka sploh? Ne. Mislim, ima elemente, ampak meni je, tako kot je Igor že rekel, meni je gothic romance. Zdaj praviloma pri gotskih romancah imaš žensko, ki pride v eno ogromno hišo, praviloma starejšo, ampak običajno ona pride tja zaradi moškega. Ne?
in je ujeta tam ali kakorkoli in se zaradi enega drugega moškega reši. Zdaj pa tukaj pa v bistvu ona pride tja, ker beži pred moškim in jo reši v bistvu potem na koncu ženska oziroma dve ženski. Ne? Ja, v resnici beži pred moškimi na nek način. Ne samo pred enim, ampak pred vsemi moškimi. Ja. Ta način, no. Te Američanke. Subverzivno je sfak. Ja, tako da nekako se mi zdi, da serija vmes opusti, ima še vedno te trope in te motive in največ skuša mogoče prestrašiti ravno s tem duhom tega fanta žarometi oziroma zaročenca, no ni več zaročen, skoraj že ženina, no, tik pred tem, da bo ženin. Potem pa nekako se mi zdi, da se ne trudi, še vedno ima pač te nadnaravne elemente, ampak ne bi rekel, da straši z njimi. No? Mogoče koga prestraši pač ženska brez oči in ust spet v spalni srajci, ker pač... Dobro, ta je vse umrla v posli, tako da je res bila v spalni srajci. No? Tako da tle ne moramo reči, da tle. Karkoli. Meni v resnici je dost slonelo tudi na otrocih, na obeh otrokih, ki sta res zelo dobra. In takoj, v bistvu je bilo meni zelo smešno, ker sem takoj mi je šlo na živce, kako govorita, ker govorita tako, da sta z nekega kataloga britanskega naglasa prišla, ali pa z neke romana Jane Austen, ali pa ne vem kaj, ampak seveda pol zelo hitro posumiš, da je z njima nekaj močno narobe, no? In da je pač tudi to, kako govorita in kako se obnašata, del tega, kaj je z njima narobe, ne? Kako je že? It's absolutely splendid. Perfectly splendid. Se opravičujem. Ona, she woke, she slept, she woke. Ja, she walked. She walked, ja. Če smo že na točki naglasov, to je ena od stvari, ki me je motila pri tem, ker eni so se kar precej mučili od teh ameriških igralcev. Mi je bilo kar mučno na cajtano. Kdo pa, mislim, Džudžino, samo kot pripovedovalka je imela probleme. Samo njo je tako malo noter. Meni je tudi tale, meni tudi tale stric je bilo tako, fake mi je bilo, ful mi je bilo fake. Tale upper clash, kao kvazi pož varianta, ampak na pol knjižno, veš, in je tak, to me je kar ven metalo, moram priznati. Vam so bili na glasi okej? Ja, mislim, se... na glasi, je citat te epizode, absolutno. Rahul pa Tanaja sta itak Angleža, tako da sta govorila tako kot vedno, kot sem jo do zdaj videl, sta govorila s temi na glasi. Tako da ja. Ne vem, meni se je igralsko zdelo v redu, zdaj pač pri tem stricu on je toliko over the top, sploh ko je še njegov evil ego ali kaj. Ego ali karkoli, ja. Da se mi je ta naglas zdel kar v redu. Pač edino Džudžino kot pripovedovalka se mi najprej ni zdelo sploh smiselno, zakaj govori angleško, ampak pač na koncu ima smisel. Ona je bila malo awkward, ker pač je Američanka, ostali so pa bili v redu. No? Okay. Ja, kar se tiče igre, v bistvu meni je bilo tudi dost straightforward, ni bilo nič, kar bi zdaj rekel, to je bilo ful slabo, ali pa ne vem, ful hud presežek, razen zdaj teh eskapad mladih igralcev, za katero pa je čist pač vsebinska tehtnost noter v zgodbi, ne. No, meni se pa zdelo v bistvu, da ta dva, ki ponovita vlogi, mislim, ki se ponovno pojavita od prve sezone, da sta pa zelo spremenila res cel način, kako naredita lik, in da sploh v nobenem trenutku mislim, nikoli se ne spomniš na tista dva lika, nikoli, res nikoli, ona sploh spremeni celo mimiko, pa kako govori, mislim, intonacijo, višino, barvo, mislim, vse skupino, res se mi je zdelo, da ona sploh se totalno tle prelila v to vlogo. Bi kakšno rekli okrog, ker smo že prej omenili neke teme, tukaj tam je najbolj svež, pač tema te antologije, za ljubezen kot gotska romanca, bi bila to tema ali pač nekaj več?
Mislim, da je dost bolj izguba, pa zdaj ali izguba ljubezni, mislim, ker tudi gre za to, da otroka, ki sta izgubila ljubezen staršev, gre za neizrečeno ljubezen med tema Owenom pa Hannah Groves, ki je ne izrečeta, ker se v bistvu bojita tega, ker ne upata, do onih dveh, ki upata, pa ne veta, kam z njo. Ja, imaš ljubezen, ampak predvsem mislim, da gre dost bolj za izgubo, ker pač to je tudi dost tipično pri gotskih romancah. No, jaz mislim, da se oboje da povezati. V resnici sem jaz bolj na strani, da je ljubezen tema, tako kot mogoče mislim Ito, ker se mi zdi, da v prvi sezoni imaš pač to patološko neko idejo, da pač ti hočeš rešiti in varovati svoje otroke pred nevarnostmi zunanjega sveta in predvsem pred nevarnostmi, ki si je tudi ti sam temu otroku v resnici, ne? In se ne zavedaš tega. In v resnici se mi je v prvi sezoni, sem mogoče pozabil reči, najbolj zdelo ta karakterni razvoj šibek pri materi, ker se mi zdi, da bi mogli se bolj ukvarjati malo z njo in videti, kako njo duhovi pravzaprav potegnejo za nos na to, da kar pristane, da bo pobila svoje otroke in da bo pač z njimi živela posmrtno življenje, raje kot življenje pač predsmrtno, kako ćemo temu reči. Tlej imamo pa seveda zgodbo, kjer nekdo ljubezen to zmeša z nekih zlobosumjem, bi jaz rekel, na nek način pač do svoje sestre, pač v tej 9. epizodi, kjer izvemo to predzgodbo cele tega duha oziroma te lutkarskega duha lutke. Lady of the Lake, okay. Tako, kjer se pač prikaže, kako pač ona je toliko posedujoče, ima to ljubezen, to neko skratka hoče posedovati svojega moža, da, pa tudi otroka seveda, da ne more umreti, mislim, da ne more iti v nebesa ali kamorkoli že, ampak duh ostane vezan na to posestvo in pač ona potem skuša nazaj priti do otroka, kjer se spet ta posedovalnost ponovi pri razmerju Peter Quinta in te Rebeke, Jessel, in pa spet imamo ljubosumje, ki se ponovi skratka med dvema sestrama za istega moškega in potem med stricem in pač med bratoma za isto žensko. Ne? In se mi zdi, da je tle pač tale, če je v prvi sezoni motiv dvojnika pri dvojčkih mal nakazan, dvojčka sta vedno imata ta motiv dvojnika, da je v bistvu en človek na dva dela pravzaprav razdeljen, kjer dvojček čuti bolečino drugega in tako naprej. Imamo tukaj te dvojčke pač noro povsod okrog. Ne? In meni je v bistvu ta motiv dvojnika pri tem stricu bil super. No? Tale tip kar dober odigra creepy strica. Tista smešek je kar... Ja. Tisto je bilo meni kar ok. You got it. Prosim, ne se mi približevati v temino. In pa seveda lutke. V končni fazi, te njeni talismani lutke so spet dvojniki živih ljudi in kjer je lutka, tam je pravzaprav se dvojnik prikaže. Čeprav meni je bil... Pa hiša, v bistvu maketa hiše. Tako, pa maketa hiše kot dvojnica hiše. Meni je bil to taki kliše malo že, ker v Hereditaryju mislim, da bilo to dosti bolj inovativno izkoriščeno, ker to pa bilo že taka, veš, v Hereditaryju ima mati, tudi ona umetnica, ki dela te diorame, oziroma hiše, pa se pol ponavljajo te horror scene noter, in je bilo malo bolj originalno. Tukaj pa takoj, ko sem videl hišo pa one lutke, mi je bilo vse jasno. Takoj na prvo žogo vse, veš, mislim. Ja, tak Harry Potter. Ja, to je. Mislim, v bistvu direkt iz Harry Potterja ta zemlja. Miščiva čivne. Ja, ampak očitno ima vseeno režiser neko veselje do podvajanj, pa do načrta, a ne, tudi v prvem smo imeli, žena riše te načrte in ti v resnici v unem načrtu, ko ga da, ti vse pove, ta tisti načrt res pokaže, kako je hiša z tem red roomom v centru in kako se vse vrti znotraj nje. In tudi tukaj se mi zdi, malo je creepy to, ni, meni so lutke, recimo jaz ne maram kaj dosti lutk in te so meni zgledale tako kar precej creepy, no.
Moram reči, da pri hiši jaz pa najprej pomislim na ono serijo Ostrina in sem vedno vesel, če ne izkoristijo na tak način, kot tam. Aha, Sharp Objects. Ja. Kjer v bistvu ima ona psihopatska mula pobija ljudi in potem iz njihovih zob naredi ploščice v tej svoji hiški. Hvala, ki si me spomnil za na to. To se res. Glej, v zgodovini notranjega oblikovanja to verjetno niso najslabše ploščice. Tako da, glej, nikoli ne veš. Kaj vam je bilo res všeč pri tej seriji in pa mogoče gremo najprej, kaj vam je bilo res všeč, mislim pri seriji, pri drugi sezoni, kako se vam je mogoče zdela v primerjavi s prvo? Bom jaz. Ja, v primerjavi s prvo se mi zdi, da je v bistvu isto kao glede tega vizualnega pristopa. Mogoče malo bolj veder pristop, vsaj ne toliko temu črno-belim z zelenim prelivom, turkiznim prelivom. Malo bolj ima ta neki 80s vibe. Tako da kar se tiče atmosfere, je bilo isto zelo podobno, mogoče na mestoma boljše zgrajeno, čeprav ni bilo teh strahoskokov toliko, ne? Pa tudi mislim, da kar se tega tiče, je bilo čisto ok narejeno. Igra mi je bila všeč, glasi mi niso bili všeč. Zgodba pa... Ampak tehnično ni bila toliko inovativna kot prva. Prva imaš te prelive prostorov, tle pa je bolj skakanje v prizor. To je res, ampak to pripišem pač konceptualni odločitvi, da pač se gre za pripovedovanje zgodbe, romance. Ne? Tudi ona pove, I've got a story for you, veš, na začetku je kot neka pravljica, kot nek Jim Henson story, veš, ko John Hurt govori pred pri kaminu, ja. In mislim, je točno takšen feeling, da tudi veš, potem lahko odpustim vse te zelo klišejske pa hitre zgrnitve, ne, ok, tle imaš hišo, tle imaš lutke, tle imaš ono, ker pač mislim, da že po 5. delu, ko je zame bil mogoče najbolj intriganten, ko je zgodba o Hani, si hitro skuša, ok, to je bolj ali manj romanca, ni zdaj toliko fokus na hororu, je bolj za podlago, ne. In vse te parčki zgodb mislim pa ljubosumja, ki so notro vstavljena, da je bila to primarna zgodba, ne? Pa na koncu potem seveda pogrešanje pa spomin pa izgubo partnerja oziroma partnerke. Tako da zaradi tega, ker je to odločitev bila, ker je to zgodba, opustim te tehnične inovativnosti, no, ali pa manjko tega, ne. Tako da ja, to. Kar mi pa ni bilo všeč, je pa pač Gothic romance. Mi to ni fan gotske romance, pa če nimaš rad grozljivk, a ni to bolj? Ne, če že grem grozljivko gledat, ne, če že, pol hočem, da je do amena, ne. Ker to pa, da me vlečeš za nos, pa da šona na koncu reče, zlagala sem se ni ghost story, v bistvu love story, zdaj pa dekoni se, jaz sem 8 ur tle zaprav, a veš, zdaj gledam prav Terror sezona 1, zato da si mal paleto ščistim. Tako da, ampak dobro, ta moj bif to ni, mislim, da ne bi bilo fair, če bi rekel, da je za nič gravno zaradi tega. Pač ne, Gothic romance je, pa mislim, da je vredno pogleda. Ja, to. Tole, da hočeš prav horror, če že gledaš horror in ne gotska romance, to je bil glavni očitek Del Torovemu Crimson Peaku, kjer se začne ful grozljivo, pa na koncu okej. Ja. Crimson Peak mi je zelo tam, ne? Mislim, po nekem, feelingu bom tako rekel, ne izvedbi, ker tam je vseeno vizualno drug pristop, ampak ta gothic vibe je čisto noter inštaliranje. No, Igor, kaj pa negativne tvoje? Smislo pozitivne povedati, meni je bilo zelo všeč. Pozitivne naprej. Hočeš pozitivne naprej, daj. Meni je bila serija zelo všeč, skoraj na isti ravni kot prva sezona, in ravno všeč mi je bil tale pristop z romanco, ki v bistvu je zelo vredo izvedena in zelo se te dotakne na koncu vseeno. Pač, če nisi čist cinik, tako kot nekateri, a ne?
Ampak vredno narejeno, lepo je odigrano. Mislim, jaz sem to zdaj preko par dni gledal in sem zelo navdušen nad tem, v kak svet sem padel in mislim, da zelo lepo zaključi zgodbo in vse skupaj. Tako da to se mi je dopadlo. Malenkost hitrejši tempo bi lahko bil, mogoče en del manj, I guess. To praktično za vse stvari na Netflixu lahko rečemo. Razen tam, kjer prehitro ukinejo serije, kot kaže I'm not okay with this, tisto bilo super. No, za Dark ne. Dark bi težko še bolj hitro. Ja, res je. Res. No, tako da mislim, da je super serija in če so vam všeč gotske romance, je to trenutno ena boljših stvari, po mojem. Ampak naslednji teden pride remake Rebeke ven, ki bi tudi lahko bil ok. Ne vem. Veronika, kako ti, tvoji plusi in minusi? Ja, najprej plusi. Okvirna zgodba v bistvu me je zelo pomirilo, da jo je speljal do konca, zato ker v knjigi v bistvu začne z okvirno zgodbo, kjer so neki ljudje zbrani in potem, da bo zdaj pripovedovala se zgodbo in potem pač to kar izpuhti na koncu in pač on pozabi na to in kar zaključi in v redu. Tle sem bila kar tako pomirjena, no, da smo se celo vrnali in tudi zelo cenim, če se še enkrat pogleda, ne, zadnji prizor zadnjega dela, pa prvi prizor prvega dela se v bistvu nadaljuje, ne. Mislim, je to, kar se ona zbudi v tej sobi, se pravi ena taka lepa celota, ne, v zvezi s tem. Tudi zelo sem bila vesela za te neke navezave med obema sezonama, ne. To že od American Horror Story vedno pričakujem in iščem te recimo neke namige oziroma neke povezave in je bilo res kar velik, ne. Recimo sploh v dialogih, kjer so kar velik stvari dejanskih citatov koristih povedanih. Recimo ta Hannah Gross, ki pač preden izpuhti reče the rest is in ne konča in to bi mogli biti te konfeti, ki so bili pač pri Nell v zadnjem njenem tem poslovilnem govoru. Potem recimo omenja se ta Forever House, ne, kjer ti nič se ne dotakne, potem you're expected, ne. Mislim, zelo enih teh stvari, ki se pač lepo tak navežejo, da rečeš, aha, to je druga zgodba, ampak mogoče pa to je tudi, ni tisto, tu že iz prve sezone, da umrli nikoli ne, pač Dead doesn't mean gone. Ja, dead doesn't mean gone, to je tudi kar veliko značilna, tega, no. Tudi sami odnosi so mi zelo dobro zgrajeni, nekako prikaže te različne načine destruktivnosti, samodestruktivnosti, posesivnosti, vsega, ne. Sploh, da pač so postavi tega Petra Quinta kot nekega bad guyja sicer, ampak kot v bistvu in to vrtnarko, ker oba izhajata iz neke take zelo disfunkcionalne družine, iz veliko bolečine, veliko nekih travm, ampak ona se pravi, ne, se s to svojo pač svojo ljubeznijo zelo tako pač previdna, počasna, razumevajoča, ne, on pa gre v to totalno, bom jaz še naprej trosil to slabo, mislim, to okrog in je tle neka taka lepa paralela, spet neka dvojnost. Pa tudi par detajlov mi je bilo zelo, zelo presenetljivih, recimo barva oči na koncu njena, ne. To je zelo taka. Jaz sem najprej mislila, da očitno nisem opazila, da ima igralka take oči, ali kaj. Pa sem razmišljala, ne, mogoče ima že celo sezono take oči, pa sem pa rekla, ne, ok, to je namerno in se mi zdi en tak detajl, ki sploh lahko ti gre mimo, ne, ampak malo pokaže to, spet to njeno dvojno naravo, plus meni je zelo rešila, no, ta zadnja epizoda to sezono, ker jo je pač povezala, tudi v smislu v bistvu vse stvari, ki jih prej gledamo, ker si rečeš, ja, v redu odnosi, ampak tu pa pač gre na neko globljo raven, ne, in njun odnos, ko gledaš, kako sta zaljubljeni, kako se pač spoštujeta, kako vse to, ne,
je res narejen nekako tako zelo organsko in tudi na ta način, da se ga da razumeti čist brez teh nadnaravnih stvari. Ne? Se pravi, recimo, kot da si z nekom, ki ima demenco in pač počasi izginja, ker ona že celo reče, ne? Pa sej, če ti ne moreš, bom jaz za obe naju, ne? Vse čutila in naredila, ampak ne gre, ne? Pač na eni točki se to pretrga. Teda se mi je zdelo na ta način zelo čustveno narejeno. Teda to so te neki plusi, plus pač te igre pa vsega tega. No. Glavni minus so mi te lutke. Pač ta fantek, to res ni v redu, no. Mislim, ne. Ampak ja, pač malo bolj taka suha mi je bila od Hill House, pač ne vem zakaj, ampak tak bolj prozorno, mislim, hitrej vse tudi veš, no, ni nekih teh res presenetljivih stvari, se mi zdi, nikoli ne rečeš, za to, ne, mislim, ker tam, tudi ko gledaš, se ta rdeča soba, pa ne, ampak, ko pa povežeš kar naenkrat, sploh tisto, ko on ugotovi, da je v bistvu hodil, mislim, da je bil tam, ne, pa s tistim urarjem, da sploh ga ni bilo tam, nekako uro popravlja, pa kar naenkrat, ko se mu svet podre, pa sploh ta pač Bent Neck Lady, ki je res totalen preobrat, ampak tak preobrat, ker rečeš, ok, to rabimo, ne ti zato, da je preobrat, da je neki, ampak dejansko, da to vse poveže, tle pa ni tega, ne. V bistvu že takoj, ko vidiš ti to zasedbo, si rečeš, ma tle polovica duhov 100%, ne. So nekaj, če bojo vsi, bom razočarana, mogoče kdo ni, ne, ampak ene parih je pa ziher, ne. No, sploh njoke, takoj, ko vidiš, nič ne je, ne, nič ne pije, ampak tak pač res prozorno, to je krno. Plus, oprosti, mislim, čisto se strinjam vsem, kar si zdaj rekla. Ne? Edini mogoče plus bom tukaj še dodal noter, kar je, veš, glede teh revilov. Naprimer, mene so, to, ko si Ravlaka rekla, Hana ne je, Hana ne pije levo desno, pa se mi je zdelo, pa kaj z njo, to je nekaj čudnega, ampak v 5. delu mi je bilo pa najbolj zabavno, ker sem mislil, da takrat te furajo z neko demenco, ta zgodba demence, ki se fura in nova mati, pa vse skup. Ker res, jaz sem mislil, da je ona dementna in da gledam zgodbo o demenci. Ne? In pač ta del mi je najljubši izmed druge sezone, zaradi te strukture, ki je malo bolj tako zabavna, pa zaradi tega revila. Ni to, ampak je, spoiler ahead, mrtev. Čeprav o demenci posamezna epizoda bi jaz iz Castle Rocka izpostavila tisto, ker tisto je pa... Tisti je pa res taka epizoda o demenci, ker mislim, da jo lahko pogledaš. To smo z Igorom primerjali na četek, na kaj te spominja ta 5. epizoda, pa sem jaz rekel Castle Rock tudi. Ne. Čeprav, Igor, ti si v Lynchu sanju nekaj, tudi ne, malo zmeriti. Malo je strukturirano tako, da spominja na določene pač elemente Davida Lyncha, ampak dosti bolj lightweight, obviously. Tako da je. To, kar si omenila z očmi, temu se reče heterokromija, ko imaš različne barve oči in najbolj znan človek, ki je imel to, je bil David Bowie. Tako da, a mislite, da je to razlog? To smo zdaj naredili v Vink, stari. To pa je. To je bila kar ena povezava zdaj. Grad Control, No, skratka, čak, to so bile, a si ti negativne si tudi povedala, Veronika? Ja, še eno imam, ki me je pa res zmotila. Čist iz tega vidika, spet smo v tej klišejski grozljivki, ne. Ta lutka Lady of the Lake, ne, vsakega, ki zagrabi, ne, ga kar do kraja, če bi ti rekel. Mislim, takoj, ko ga zagrabi, je konc, ne. Unga 1,90 m visokega tipa, takoj. Ko pa njo na koncu zagrabi, se pa tam zviramo, pa se čakamo, ne. Spet mislim, mene to vedno moti, ker me zelo vrže ven, ker si rečem, pač, ko da bi lik dobil, pač, lej, ta glavna igralka, nje ne smeš ubiti. Mislim, to me vedno ven vrže. Je pa res, da je Američanka, no. Mogoče imajo Anglezi malo bolj zaradi tega naglasa. Zdaj bi mogla imeti pištolo vsaj. Malo bolj krhke vratove. Glej, to je mene... Veš kaj, to je mene že v obeh sezonah. Mene je tudi v prvi ful motlo, da kar naenkrat se pokaže, da una neka plesalka, gargolja, ki je bila v prvi sezoni, si ti dotakne čela in ti padeš v neke sanje oziroma neko skušnjavo, ker meni ni bilo
zakaj bi to duhovi rabili, zakaj bi to počeli, duh se te ne more dotakniti. Če moj dolg čas. Ja, ja. In tudi tle imamo zdaj neke te dotike čela, da te spravi, da te vrže v to, kako oni že temu rečejo, to be pushed aside. Ja, tucked away, ja, tako je. Ja, v spomin. To se mi je zdelo malo tako, no. Vsaj ni the sunken place. Ja, no, vsaj neki, no. Je pa recimo tako, da jaz imam zelo mešane občutke za drugo sezono in se še nisem čist. Mene je prva na začetku čist razburla, ker sem pričakoval grozljivko in to ni bila. In se mi je zdelo, ful je klišejev, ful je tako, vidvi stojita tam 3 metre stran od naju, zato da bo pač lahko eno od vaju ugrabilo. Mi bomo pa tle, na sredi pri lučeh, ampak vidvi bosta tam. Čeprav ju je strah, čeprav sta najmlajši, ne, vidvi bosta tam. Mislim, nobene logike, tako vsaj mal se mi potrudi, pa mi motivirajte. Skozi se liki ustavljajo, strah jih je vseh, ampak skozi se ustavljajo tako, da gre naprej, oni pa ostanejo zadaj. Ja, zakaj, za božjo voljo, no? Pa tako, kot je eden tudi kritičar napisal, recimo, sorry, če vsi tvoji otroci vidijo neke nadnaravne stvari, pa slišijo, pač idi iz te bajte ven, no. Tudi če ni pač nič, če ne verjameš v nadnaravne stvari, nekaj je narobe s tvojimi otroci, no, daj mir, no, ljubi Bog, no. Jaz je tle isto, ne, kaj reče, da ne hoditi iz sobe, prosim, po noč, ona gre v temi, skuha si čaj, ki ga itak ne zna in potem hodi po temi, ne. Plus to še, veš, da ona nikoli pravzaprav ne naslovi, zakaj ste videli to čud, mislim, ja, travmo imata od starša, ampak tam te skoraj zadavi, mal bi te posilil, mal bi te zadavil, mal bi ne vem kaj. Plus to, da vsake toliko cajta ta lik reče nekaj, kar je totalno dvoumno in kar mi vsi vemo, da se lahko razlaga na 2 načina, ampak nobenega ne bo vprašal, čakaj, zakaj si to tako rekel, mislim, to nima nobenega smisla, mislim, in te 2 punčke skozi, ja, pač punčka pa fantek, no, skozi dajete take noter in nobenih ne vpraša, čak, kaj hočeš s tem povedati, kdo si ti, če nisi on in tako, to me je mal, je pa res, da zaradi tega, ker sem od prve sezone vedel, da to ni grozljivka, sem drugo nekako lažje se mi zdelo, da zdaj pa štekam in tako, in me ni toliko motilo, in me tudi recimo ta razkritja, ja, da že veš, da je on duh, da takoj ko fantek reče o to obsedenosti, ti si obseden, nekdo starejši te obseda, zato pač si takšen, ker si pač dickhead. Je pa zelo dobro narejen, kako pol vidiš, da je on obseden, ne, kot ima roko v žepu, kaun, faracaj. Ker začne ponavljati, njegove gibe. Ja, njegove gibe, no to je pa zelo dobro narejen. Ja, to pa je dobro in v resnici tako, in na koncu v resnici pač malo mi je bilo predolgo vse skupaj, pa ta zgodba o Bly Manor pride, se mi zdi prepozno, da ti ni več dosti mar za tega duha in tako, se mi zdi, da malo se zgubi ta stvar. In pa v obeh sezonah mene malo pač moti ta ideja, da vse, kar se je zgodilo, pač ta neka nostalgija, nostalgija ali pa do tega, da te preteklost totalno zaznamuje. Ne? To, da vse otroke tam, vsi njihova smrt mame, totalno tok zaznamuje, da nobeden tega ne more preboleti. Tle imamo pa to, da pač če tebi partner umre, da pač je to. Da imaš samo eno usvojeno ljubezen in Bog ne daj, da bi bilo pač, da bi ti lahko ljubil 2 človeka v lifeu ali pa ne vem kaj. To mi je bilo malo tako, no, veš. Če tudi dodamo malo lezbištva noter, se mi to zdi vseeno precej konzervativna ideja, ne. Plus to, da recimo v prvi sezoni ima tale Theodora, kako ona izraža travmo, pač tisti svoj shining itak ima, ampak tako, da je promiskuitetna. Ja, ne vem, mogoče pa kdo uživa v tem, da seksa vsakič z drugim. Se ni treba tako rokavice nosi. Direkt. Ja, no, pa rokavice nosi. Ampak se pravim, to ima bolj shiningom kot zdaj. Čeprav, recimo v prvi sezoni, kaj ni njej ta občutek? Pač v resnici sam fotor pomaga prodajati te predmete in ve, kaj je v kjeri škatli. V resnici je to nek trik za čarovnike. Tok slaba psihologinja je, da ne ve, da je ona punčka zlorabljena, dokler ne gre ležati v noklet. Dej mi mirno. Tako da to so stvari, ki so mene mal jezile, ampak moram pa reči, da se mi je zdelo pa v redu, tako da bo zdaj Igor povedal, zakaj se veselimo 3. sezone, oziroma kaj ima neki se Igor tle pripravo. Ne, v bistvu je bilo vprašanje za vas, da k Flanagan obdelal Shirley Jackson v prvi sezoni, Henryja Jamesa v drugi, katerega pisatla oziroma knjige bi si želeli vi, da se loti za 3., pa dajmo vam vreči Kinga, ker bo itak not. Ne?
Tako da tu me zanima, Veronika, daj ti povedati. Pa ja, no dobro, če izključimo Kinga, pa moramo tudi njegovega sina. Ne? Ja. To itak še stari piše, sem da se je vzel, da se ne bi naveličali njegovih knjig, pa še sino, ker vzel ime, pa po moje še on piše. Ampak, sicer, kakor sem brala, so neki namigi, da bo zdaj izvirna zgodba. Aha, Na tretji nekje sem to videla, ne vem, če to že potrjeno ali ni. Ampak recimo, jaz sem se spomnila, Grady Hendrix, ki je zdaj novejši avtor hororja, ampak ta zga tudi malo zabavnega. On ima eno dobro knjigo Horror Store, ki se dogaja strašenje v Ikejni trgovini. Okay. Tako da, veš, predstavimo mi te gotske stvari, pa to v neko sodobno okolje. To pa res ne bo slabo. Pa lahko se pohištvo samo sestavi. To je po mojem največji horor. Vsi kupujemo. Vsi to kupujemo zato, da lahko sami. Tako da to bi bilo kar zabavno gledati. Haunted Ikeja, veš. Mogoče to pa res, to bi pa tudi jaz videl. Tudi bi bil kar precejšen odmik od tega starih vil nekje na robu gozda. To tak, mislim, sploh se ne približa milenicam to, veš, to ima hišniša, Mislim, zakaj ni nikoli na meno stanovanje v bloku Haunted, Zakon. Lahko bi bil Starbucks, Haunted Starbucks, recimo. Ne, imaš en iranski film, ki se dogaja med iransko-iraško vojno, kjer je stanovanje Haunted, ampak je še ful več, kaj se dogaja na Netflixu, jaz se zdaj ne spomnim naslova, ampak je zelo, zelo dober film tudi. Tako da so stanovanja, samo pač v tuji težave. Mito, kaj bi ti? Blage. Ne, Gothic Romance. Premalo hororja poznam, da bi zelo lahko direkt rekel, tole bi dal noter ali pa kva, ne vem. Neko družinsko pizderijo. Tako kot v prvi sezoni mi je bila boljš pristopna. Nekaj tega. Mogoče kaj bolj intimnega, da gre še bolj osko ne vem, nimam blage. The Ghost, misliš? Ne, tak daleč ne. Bolj intimna zgodba, duhovi so. Fuj. Ne vem, se pravim, komu z veseljem bi kaj rekel tukaj, da imam kakšen predlog ali pa česa bi bilo fajn, ampak mislim, da to kaj Veronika rekla, ta neki socialistični imbus horror, to je kar to. Socialistični imbus horror. Ampak mi je pa všeč, ta poimenovanje žanra že imamo. Imbus horror je po mojem najboljša. No, Igor, ti si bolj zauzet bralec žanra, kaj bi ti rad videl? Moram priznati, da večina hororja, ki sem ga bral, ni v tem duhu, ampak raje berem kakšne bolj prav ogabne stvari, kot recimo Gary Whitto ali pa ampak zanimivo bi se mi zdelo, če bi kakšne malo bolj tele elemente tako vzel, pa svojo sensitivity not prepelal, kot je recimo z Ouija naredil, da bi si vzel recimo Lovecrafta za eno osnovo, ali pa kaj je že tisto Hellraiser, kdo je že tale napisal Hellraiser, Clive Barker, ne? Tudi kakšne njegova dela, s tem, da bi najbrž tale body horror potem bil malo toned down per Flanaganu, po mojem. Ampak to mi je bilo zanimivo, da bi te vidike, mislim, to vrsto hororja vzel, pa pač svojo estetiko obdelal. Kaj pa ti, Aljoša? Jaz bi pravzaprav sem se spomnil ene knjige, ki sem jo bral ravno zato, ker snemava z Veroniko na založbi, ker sem jo bral se pravi zbirki Odisej, mladinske knjige, Otranski grad, ki velja v bistvu, gre za Horace Walpola, velja za prvo pravzaprav gotsko grozljivko, ki se mi zdi, da bi čist padla noter, ker je pač grad, ker je tako. Je pa pač najbolj sem si zapomnil, se ne spomnim se štorije, več kaj dosti, pa zdaj sem jo hotel malo pogooglati vmes, ampak je ful predolga, da bi zdaj tole bral. Spomnim se pa tega, da se začne neki poroki
in potem na ženi nam menda pade gromozanska čelada. Ali neki, pač neka gromozanska stvar pade z neba na njega in ga pač zmendra. Tako da se mi zdi ena taka zanimiva knjiga, pa bi bila mu čist mogoče njemu spet pisana na kožo, ker je malo gotska in tako in te stvari. Tako da jaz mislim, da The Haunting of boje pač definitivno bojo rabili nek prostor, ne? Se pravi nek naslov, kamor bojo to umestili, tako da domnevam, da ne bo zdaj šel ravno v neke pač tako, kaj bi Igor si želel, tako da žal mi je, jaz mislim, da bo še zmer neka hiša ali pa tudi Ikea, no ne nazadnje, ali pa pub, recimo. Zakaj ne bi enkrat irske pijanci pač se vračali v pač kot duhovi in pili ves pir, ki ga imajo v to ne rabiš ekranizirati, to je real life. No, skratka, to sta bile The Haunting of serija, kakorkoli že. Mi se veselimo 3. sezone, upamo, da ste pogledali obe in da vi tudi. Zdaj pa preidemo na najljubšo rubriko Mitota, ki je tokrat tudi moja najljubša rubrika, kaj smo gledali in brali. Zdaj le v tem, jaz moram priznati, bom kar jaz začel, ker tokrat res nisem nič. Jaz sem gledal sam tole, zdaj sem to v enem tednu sem prebral Shirley Jackson, pa pogledal obe sezone, tako da jaz mislim, da sem naredil res dovolj in da pač zakaj več res nisem odsajta. No? Tako da, Veronika, kaj si ti kaj gledala in brala v zadnjih, ne vem, nekaj dneh, kar bi priporočila? Ja, jaz se malo spravljam v to Halloween vzdušje, gledam Sabrino, ampak tako zelo, zase malo sem zadnji, ampak to si pustim ponavadi za take Se pravi, to ta novo, domnevam, z Netflixa, ne? Ja, to... A niso to scancel zdaj? Ja, jaz sem še v prvi mal. No. To jaz pa na hitro vmes da enkrat pobinžam, kakšne take stvari, malo za sprostitev. Pa zdaj gledam na RTV-ju Leta in leta, Years and Years, ki je tudi zdaj glih sproti, no, ker takrat je nisem uspela, ker je prišla ven, tako da sem to, čeprav mislim, da sem zelo neprimeren čas zbrala za gledanje te serije, ker je kar traumatično, moram reči, no, da gledaš tam neko distopijo in pa rečeš, pa se v bistvu zdaj še hujš. Ja, to nekako. Okay. V knjigah se pa isto loteva mal teh temačnejših, zdaj 3. del Ransoma Riggsa, se pravi otok nenavadnih otrok. Kaj so že Peculiar Children? Ja, tudi to je v slovenščini. Ja, 3. del zdaj zunaj, tako da to. Ja. Skratka, to je bila Veronika. Igor je pogledal nekaj... Žanrsko predana. Nekaj navdušujočega. Ja, to, kar si rekla glede Years and Years, davnega leta 2019, ko je ta serija nastala, si niso predstavljali, kako bo sledila prihodnost. Jaz sem pa tudi gledal Hill House večinoma, ne, tole, Bly Manor. Sem pa uspel vmes pogledati en film, ki sem se ga zelo veselil. In sicer Antebellum, ki je prišel v kino in potem so kino zaprli. Le zakaj? Ni nujno, da sta te dve stvari povedani, samo nihče še ni rekel, povezani, ampak nihče še ni rekel tudi, da nista. Skratka, jaz menim, da je to najslabši film tega leta in upam, da ta dva režiserja, ki sta to naredila, ne boste več snemala filmov, ker resno, ne. Znate ziher video spote pa oglase, ki jih delate, naj ostanete pri tem, filme pa pustite drugim. Zdaj ja, lahko pridete v slovenski filmski sklad, tle ne boste več nič posnela, očitno. Mislim, da sta vajena delati z večjim budžetom tudi oglase. Skratka, zgodba Antebellum je kot da bi vzeli 12 let suženj, pa Get Out, pa rekli, da če to fuzijo neko naredimo, obe zgodbi v eno, pa da bo full edgy. Zdaj, ideja ni
najboljša, ampak bi rekel človek, ok, da vidimo, kako bodo to speljali. In obupno. Skratka, zgodba se začne na plantaži, kjer pač ti lebelci, ki so eni so vojaki, eni tam živijo, zlorabljajo te temnopolte na polno in to je pač posneto z estetiko torture porna, tako da gledaš en hostel ali pa žago. Grozljivo prav gledati. Ne zdaj 12 let služen ti da se poistovetiš z tistim, ki trpi, da vidiš, kako hudo je in tukaj pa v bistvu gledaš skozi oči tega, ki muči bolj ali manj in se naslajaš ob tem, mislim, tako je posneto, da se bi naj naslajal ob tem, kako ona trpi. In nekje po 1/3 tega, ki je samo eno mučenje, se glavna junakinja, ki je igra Janelle Monáe, prebudi in je v sedanjosti. In potem se izkaže, da je ona neka uspešna pisateljica, družbena aktivistka in gre žurat ven s prijateljicami. In to traja kar nekaj časa in tisti del je najboljši. Na kar jo potem ugrabijo in potem ugotoviš, da je to, kar je sužnja, da je tam ona bila ugrabljena in vsi ostali, ki so tam sužnji, so tudi drugi temnopolti aktivisti in ugrabil jih je nek senator rasistični, ki jih ima tam, da se izživlja nad njimi in tudi njegovi prijatelji in potem ona pa še eden se odločita pobegniti in izvedeta masakr. Tako res koljeta, ljudi štihata, ona zažge potem en kup ljudi in truplo te ženske, ki je v bistvu ugrabila na koncu, na konju za sabo vleče, v glavnem full on. S tem, da na tej točki ti se ne poistovetiš z njo in si ne rečeš, koliko je groznega dala skupaj skozi, da se je tako odpeljalo, ampak enostavno ne. In pol pač se reši na koncu in vse je pobila ali zažgala in to je to. In te pusti praznega in ne, no. Ni dober film in ne priporočam ogleda in resno upam, da ta dva ne bosta več snemala filmov. No. Tak, da, ja. Ok, to je bilo zelo odkrito in zelo pošteno. Bravo, Igor, hvala, da si prestal to mučenje v imenu vseh nas. Se pravi, ti si res vedno tistka najebe v tem podcastu. Nimamo kaj skrivati. No, Mito, zdaj pa, a si ti kaj uspel še pogledati, poleg Bly Manorja tokrat? Ja, začel sem, nisem še dokončal tega Love, Plenty and Country, sem malo bolj proti koncu, pa knjiga, mislim. Pa začel sem gledati The Terror, prvo sezono, ki je še nisem pogledal. Pa je zelo primerna za lockdown. No. Pač full folka ujetega rečemo temu karantena na ledu, I guess. Ja, it's good. Ampak s takimi igralci v bistvu bilo čisto ok. Mislim, liki so s Franci so mogoče, ko on ima vse dostop do Alkiča, tako da... No, ne, fajn je, mislim, priporočam, zdaj se to smo že omenili, ampak moram reči, da sem kar navdušen. Najprej sem bil v prvo epizodo, sem bil kar skeptičen, ker nisem najbolj fan takšnih zadev, ampak pa ni toliko tega hororja noter, vsaj ne od začetku, ampak je bolj ta res tesnoba, ne, ladji nasploh, pa še potem ledu in večne teme, to me je pa malo bolj pritegnilo. No, lepo, vidim, da te nadnaravno bolj straši kot realni problemi človeštva in groze. Ja, to je moj obrambni mehanizem. Super, no, jaz kot rečeno nisem nič pogledal, nič pogledal. A še lahko nekaj, ker zdaj sem opustil oziroma pozabil Star Trek kotiček. V Star Treku je več delov, ki se direktno s hororjem dogaja ali pa s kakimi bajtami, ampak prav za te dve seriji, ne, pa mislim, da je zelo primeren del Star Trek Voyagerja, pa mislim, da je v 2. ali 3. sezoni, če se ne motim, pozabil sem naslov, ga bom dal v zapiske, je pa tako, oni potujejo po Delta kvadrantu in kar naenkrat začnejo doživljati privide ali svojih sanj, spominov ali pa iz nekega holodeka,
predvsem holodeck od Janewayeve mi je pomenljiv, ker ona pa igra Gardedamo v neki gotski romanci in se začnejo pač tile prividi pojavljati po celi ladji. Na koncu se izkaže, da je v bistvu nek alien iz, ne vem, x žnj svetlobnih let vpliva na njih, da bi prišli v njegove kremple. Pa se potem uspešno rešijo. No? Pač da to je en del, ki je zelo tako primeren za Star Trek, če kot ima. No, hvala Mito, da si tokrat se spomnil na to rubriko. Zdaj dvakrat se nisi, ker sem jaz, ko administriram in objavljam epizodo, sem zmer moral napisati zdaj že drugič. Mislim, da sem napisal tokrat. Mora biti bolj vigilanten ta sezona. Potrud se. Ljudje in ljudine, to je bila že naša 61. epizoda. Poslušali ste torej podcast, ki se oglaša na ime Obod, podcast za serije, filme, risanke in knjige vseh žanrov od F do Z, ki ga grozi. Hotel sem reči grozi. Pardon, mreža Aparatus. Z vami smo bili Veronika, to res ni v redu, no, Šoster, potem Mito, ne nameravam biti stručko za horor, Gegič. Igor poseduje dovolj velik televizor. In Aljoša, gledalca vabeči Harlamov. Tole epizodo smo posneli preko spleta, večinoma z naših domov, oziroma pisarne, kar je meni kar dom. Razmere so se znova poslabšale, mi se čuvamo, upamo, da se vi tudi. Ne zbirajte se, vzemite te dni in te ukrepe kot izgovor za asocialnost, gledajte serije, filme in poslušajte podcaste. Če vam je bilo všeč, kar ste slišali, šerajte, lajkajte naš podcast, naročite se nanj preko vašega najljubšega appa oziroma ponudnika podcastov, še vedno toplo priporočamo Castbox, dajte nam kakšno oceno na iTunesih, spremljajte platformo Aparatov z odličnim izborom podcastov za vsakega in če se boste v naslednjih dneh selili v vilo na robu vasi, ki se domačini izogibajo, ne pozabite s sabo vzeti kakšnega plašča več, vsi ti duhovi, ki se potikajo okrog v spalnih srajcah in skače iz omar, mogoče pa jih samo zebe in iščejo kaj za obleči. Na Twitterju nas najdete kot @podcastobot, na Facebooku smo podcast s K-jem, obot brez pikic vmes, tako je tudi na Instagramu, tam delimo rajcere, prikolce in druge zanimivosti, tja lahko usmerite vprašanja, pripombe, komentarje, zgodbe o duhovih, predloge, kaj bi za vas pogledali naslednjič. Tole je bila 61. epizoda, če bo šlo vse po sreči, se vrnemo spet naslednji teden 27. oktobra, kar je najbližje Halloweenu, kot bomo mi prišli, oziroma noči čarovnic, bodimo slovenski. Skratka, z drugo epizodo dvodelnega Halloween speciala, v imenu speciala pač mora biti Halloween, ker noč čarovniški special bi bilo čudno. Posvečen pa bo seriji Lovecraft Country, kar pomeni, da jo mora Aljoša spet v enem tednu pogledati. Žal smo spet tam, vedno več doma, ljudje in ljudine, mi vam obljubimo, da vas bomo skušali razveseljevati z novimi epizodami podcasta, s pomočjo katerih boste, upamo, lažje prebrodili nove zaostritve. Vi pa nosite maske, razkužujte roke, vzdržujte razdaljo in se ne družite z ljudmi, ostajajte na samem, zlasti v temnih kleteh, gozdovih in prašnih vilah. Obodovke in obodovci se poslušamo znova čez en teden, 27. oktobra. To smo bili mi. Ampak kdo povedal kakšno zgodbo? Viš, to sem pozabil vprašati, ampak ima kdo kakšno zgodbo? A je kdo kdaj videl duha, recimo? Ali pa ne, mislim duha, ali pa nekaj, kar bi bilo tako nadnaravno. Kar je skoraj gotovo nadnaravno, ali pa kar se bi lahko bilo nadnaravno v lifeu. Moj prvo plačo. Jaz pa navadno tako opazujem izginjanje svoje plače. Vedno bolj postaja nesnovna. Ne, to je ta socialistični imbus žanr. Horor. Ja. Ampak zanimivo, recimo, pač niste nikoli. Jaz imam duha doma. Ti imaš duha doma? Ja. Polštrgajst. Polštrgajst, zakon. Shit. Res? Ja. On je hišni duh, no. Mislim, on se z mano seli, veš, skozi. Ker sem se preselila, sem rekla, zdaj gremo tle, prid zraven, pa je šel in zdaj ta kečap mara, ful. Ok, jaz ne vem.
Jaz sem tukaj sam z njo, tako da jaz ne vem, kaj naj točno odgovorim na vse to. Je res, da imam mizo nepospravljeno, tako da če mu lahko rečeš, da mal... Ne, res, to je full cool. Cool. Okay. Lepo. Skratka, ja. Se ne vem, če bo Igor tole še not pustil, bo pač not pustil. Lahko še, jaz sicer nisem nič kaj takega doživel, ampak moja hčerka je naročena na Ciciban, pa je tam en vic povezan z duhom, pa ga lahko povem. Ajde, dajmo. Jaz sem že mislil, da bo ta zgodba šla full bolj dark, ampak moja hčerka se je včeraj zvečer in je rekla, ati, kdo je pa ta teta, ki zvečer potrka na okno? Ne, nič takega, torej človek reče, ne, ja, tale vaš grad mi je kar všeč, razmišljam, da bi ga kupil, ampak me skrbi, da v njemu streši, pa odgovori drugi, ne, 600 let že živim tukaj, pa še nisem videl nobenega duha. Okay. Iz Cicibana. Kaj je to? Sem si bolj čakal. Ja. Pa vse je dobro, no, vse tudi vici iz Cicibana so čisto okej. No. Strašno dobro. Ja, no, to je v rap še drugo, tako da če ste to preživeli in se ne polulali klače bolj od smeha kot od česa drugega, se pač poslušamo spet čez en teden, pa lepo se imejte, pa res se čuvite. No.